srečava, prav milo se pogledava, vse so znenajne soči, vse to ljubezen stri, vse so znenajne soči, vse to ljubezen stri. Kjerkoli sem hodil, kjer sem bil, pa take nisem še dobil. Ta blatko bil ga, ličica pa srca usmiljen grad. Ta blatko bil ga, ličica pa srca usmiljen grad. Da vas lahko povabimo na odprtje razstave mlade in nadarjene slikarke Alje Piri. Njena študijska pot se je začela v Ljubljani, znanje in izkušnje pa se sedaj nabira tudi izven meja naše domovine. Nekaj misli o svojem delu nam je zaupala v besedilu, ki je bilo objavljeno v vabilu, svoje vtise o njej pa nam bo povedal tudi umetnostni kritik profesor Mirko Juteršek. Največ pa vam bodo o njej povedali njene slike, ki si jih bomo danes skupaj ogledali. Posebno glasbeno doživetje današnjega večera so nam že pripravili mladi pevci in okteta Kolada, slišali pa jih bomo še nekajkrat. Tudi tokrat je z nami slovenski pesnik in igralec gospod Tone Kuntner, ki v svoji režiji pripravlja še posebno presenečenje. Ob meni je tukaj gospod Sandi Čolnik, ki nam že dolgo pomaga in nas bo tudi tokrat vodil skozi današnji program, pa mu kar prepuščam besedo. Prosim, Sandi. Sveže mlade glasove okteta Kolada smo že zaslutili, kakšna bo nosilna tema današnjega večera, da se bo vse sukalo okoli zelenila, narave, kot je tudi Škarjanček, ki poje eden lepših emanacij tega naravnega dogajanja. Takšnile kulturni dogodki, ki jih prireja naš prijatelj dr. Pavle, so postali del mojega vsakoletnega prazničnega koledarja, skoraj tako, kot je to novo leto, božič ali pa rojstni dan. Gre za mlado umetnico, ki je nedvomno zelo korajžna. No in če pogledate ta dela, ki so iz zadnjih 2 let, to so, oziroma leta pa pol, to so dela, ki so vezana čist pravzaprav tako rekoč na to razstavo, medtem ko je prejšnja dela leta 2006 je že začela razstavljati in tudi samostojno in pa skupinsko pri nas in zunaj in dobila tudi priznanja med prvo nagrado v Mariboru, tako da je 2008 mislim, da je to bilo, tako da je to rekel, zelo pohvalno in da obeta resnično ustvarjalko, o kateri bomo še govorili in ki ima pred sabo prihodnost. Tukaj ima 16 slik, iz teh 16 slik lahko razvite, kaj zasleduje, predvsem zasleduje neko sproščenost, spontanost, kot je sama napisala. To so slike, ki niso slikane v naravi, ampak slikane iz njene zavesti, spomina, tudi jih sama imenuje, da so to neki tihi kotički, vsebinsko zelo bogati, vse, kot je rekla, tudi sama zapisala, so vezane na zeleno varno skalo. Slike, tam ta velika z ugalnico je najstarejša, začetek njenega dela, recimo na tej strani na steni boste videli 2 slike s palmovimi vejami, to so manjše slikce, ampak vendar zdaj zadnje slike. Ta način slikanja je delno različen, medtem ko je on vezan še na realizem, ampak vendar spominsko, ona namreč njej ni problem poznavanje stilov, ona ve, da mora umetnik se nekje vključiti v en tok, vendar danes še išče in te zadnje slike, recimo,
To so vse vezanja po 1900, če boste hodili po svetu, okrog 1900 je zelo, ali pa še malo prej, je zelo veliko slik vezanih na zeleno barvo. No in njeno slikarstvo je tako, da kot prav samo študijsko, to je proces, recimo po 2 slike, posebno ta male slika hkrati, to slikare zelo radi delajo, da potem na eni in na drugi, ne da ponavlja, ampak da na eni, kar se pri eni spomni, potem na drugi lahko naredi, ne pa da bi tisto prvo popravljala, kolikor se ve, ni to nujno. Ona govori veliko o duhovnem, o idejnosti v slikah. Na vsak način je to slikarstvo tisto, ki je korajžno in ki nam da nek dialog, omogoča dialog. In jaz mislim, da pri umetnosti je bistveno to, da je delana za naš čas. Nadaljuje z našo proslavitvijo naše skupne osamosvojitve in, kako se reče, polnoletnosti, kot pač državljani. Samo še to na temo umetnosti in slikanja je samo to, da ne nam bo vsem mislim, saj jaz rada to mislim, to je en star stavek od Josefa Beuys. Pač vsak umetnik človek in vsak človek je tudi umetnik, tako da mislim, da je to zelo prva stvar, ki je pomembna. Zdaj pa karkoli pač delamo, to zelo pomaga. Parlament je sprejel, da bo grb tako, kot je tam. Jaz sem pa šel kupiti zastavo brez zvezde, ampak zastave s takim grbom še pa nisem dobil in sem si jo sam narisal. Si jo sam narisal s flomastrom, tako kot je bilo v načrtu. Časopisu pa bilo točno, koliko mora biti na belih, onih polih in tako naprej. In sem si to zastavo naredil. Pozneje smo se gor, ko je bila Slovenija priznana, tudi podpisali razni ljudje gor in je to pravzaprav taka zgodovinska zastava. Se pravi, je tudi tukaj med to izpred 18 let in tale, ki je čisto nova, letošnja. Tole sem pa prinesel Pavletu, da bo kdaj, ko se bo slovesno počutil, pa ni treba, da je državni praznik. Ni treba, da se, ko se bo slovesno počutil, nekak rojsten dan, pa lahko obesijo, tako kot delajo to vsi drugi ponosni narodi na svetu. Švedi in da o Američanih ne govorimo. Kakšni so vaše prvi vtisi v današnji razstavi? Vesela sem, pa se mi zdi, da je nekako dobro uspel večer. Pa predvsem se mi zdi v redu, da bo ta atmosfera, ki jo slike prinesejo v čakalnico, v predordinacijo, se mi zdi, da bo primerna. Tako da je namen, da je uresničen, nekak namen. Pri vaših delih prevladuje zelena barva. Ja, to je zelo očitno res. Pravijo sicer, jaz tega ne verjamem čist, ampak pravijo, da je zelena barva srca, kakor se čuden sliši, čeprav mi vedno rečemo, da je rdeča. Samo zelena je sveža, najbolj sveža in to je tudi simbol zame v bistvu za rast. In tako jo tudi dojemam in tako jo predstavljam. In kako se vam zdi razstavljati v tukajšnjih prostorih? To je posebna izkušnja zato, ker so prostori ne galerijski, ker so v bistvu namenjeni drugim, pač prvotno so namenjeni drugim stvarem. In zato je izziv toliko večji. Ponavadi smo navajeni imeti v čakalnicah razne plakate z, ne vem, kako uporabljamo zdravila ali pa živimo zdravo ali karkoli. Jaz mislim, da slike, ne vsaka slika, ampak marsikatera tudi nagovarja mogoče sama tudi nekako v to podobno smer. Seveda pa tako, ne dojemam jih samo kot dekoracijo, v bistvu jih dojemam kot del cele čakalnice. To, kot kamorkoli drugam bi jih dali. Je pa zanimivo jih videti tukaj. Kot del terapije mogoče? Kot terapija s slikami. Ja, ne terapija s slikanjem, ampak terapija s slikami. Hvala lepa.
Hvala.